Lepo pozdravljeni na današnjem Alzheimer kafeju, ki ga Narodna galerija pripravlja v sodelovanju z Združenjem Spominčica. Danes je z nami magistra kognitivnih znanosti, gospa Tina Štukelj, ki nam bo na predavanju z naslovom Igra možganov povedala malo več o tem, kako se možgani igrajo z nami in tudi kako se mi lahko igramo z njimi. Tako da jaz kar besedo zdaj predajam gospe Tini in lahko začnemo. Kar izvolite. Ok, hvala za uvod. Moje ime je Tina Štukelj. Sem magistra kognitivnih znanosti in se od leta 2014 naprej ukvarjam z kognitivnim treningom, z kognitivnim upadom. Od leta 2019 sodelujem na medicinski fakulteti na različnih projektih, večinoma povezanih z demenco in s kognitivnim upadom. Od lani pa sodelujem tudi s Spominčico in prav Spominčica me je tudi povabila na današnje predavanje. Jaz sem si današnje Alzheimer's kafe zamislila malo bolj interaktivno, tako da bom prosila tudi za nekaj, za malo odziva iz strani udeležencev. Nič ne bo hudega, samo par vprašanj bom postavila, na podlagi katerih boste v bistvu lahko tudi vi sami pri sebi videli, kako se lahko naši možgani igrajo z nami. Najprej si bomo pogledali v bistvu, kaj je to razmišljati, pa kako biti, pa kako zaznavati, pa kakšna je razlika med tem. Potem si bomo pogledali malo o kognitivnih sposobnostih, kdo je ekipa in kdo so glavni igralci. Vmes bomo pogledali tudi par primerov, kako možgančki nas na finto vržejo. In če mi vemo, da nas možgančki tam lahko na finto vržejo, kako se lahko mi pač temu izognemo, oziroma vsaj poskušamo izogniti. In pa še kaj, če bodo na koncu kakšna vprašanja. Zdaj, jaz bi kar začela z vprašanjem, kako razmišljate? A se kdaj vprašate v bistvu, kako razmišljate? Kako razmišljate, ne vem, ko kuhate kosilo, ko se učite tuj jezik, ko se učite neke nove veščine, kot je, ne vem, rolanja ali pa kvačkanja ali pa slikanja. Kakšna je razlika v vašem načinu razmišljanja in kognitivnega delovanja pri enih postopkih in pri drugih postopkih? Zakaj vam ene stvari grejo, zakaj druge ne? Razmišljanje je v bistvu ena taka, skozi uporabljamo naše kognitivne sposobnosti, ampak dokler nimamo težav z njimi, se sploh ne vprašamo, pravzaprav, kaj so naše kognitivne sposobnosti in pa kako delujejo. Potem, ko pa enkrat začenjamo opažati, da imamo težave v vsakodnevnem funkcioniranju, potem se pa ustavimo, kaj pa je zdaj to? Ponavadi je glavni krivec za večino stvari spomin, kar pa ni nujno pravzaprav, da je res spomin. Lahko, da gre za težavo v pozornosti, lahko, da gre težavo v izvršilnih funkcijah, v kateri drugi kognitivni sposobnosti, ampak če ne pomislimo o tem, kaj vse je odzadaj, ne bomo ugotovili tega. Jaz bom začela v bistvu zdaj z enim kratkim videoposnetkom in sicer zavrtela vam bom videoposnetek plesalke. Plesalka se bo vrtela, bi pa prosila Kajo, če bo potem dala na zaslon vprašanje. Udeležence pa prosim, da samo označijo, v katero smer se plesalka vrti. Se vrti v desno ali se vrti v levo. Tako da jaz grem zdaj kar naprej. Dobro, dobili smo 18 odgovorov.
Kaja, lahko pokažete kar rezultate. Se pravi, glede na to, pogledali smo si vsi isti posnetek, ampak del udeležencev je videl, da se plesalka vrti v levo, del udeležencev pa, da se vrti v desno. To je v bistvu precej zanimivo, glede na to, da smo pravzaprav gledali vsi isti posnetek. Zdaj, mogoče si lahko rečemo, da ne vem, v eni polovici Slovenije, da je internet zavrtel v eno smer, v drugi polovici pa v drugo, ampak temu ni tako. Pa če gremo v neko popularno znanost, potem lahko tudi rečemo, da oni, ki ste videli, da se vrti v levo, ste super vozniki, oni, ki ste videli, da se vrti v desno, ste super kuharji ali kuharice, ampak to so v bistvu vse špekulacije iz popularne znanosti. Na podlagi tega posnetka v bistvu mi ne moramo povedati, da se plesalka vrti v levo ali pa v desno. Zakaj ne? Zato, ker nam manjka en bistven podatek, ki ga naši možgani uporabljajo pri gibanju, in to je senca. Hkrati pa se moramo zavedati, da smo mi postavili našim možganom vprašanje, v katero smer se plesalka giblje. In glede na naše izkušnje ob takem gibanju, kot je bilo prikazano na posnetku, vemo, da to ponazarja vrtenje. Se pravi, naši možgani nam niso glih mogli reči, ups, veš kaj, ne vem čisto točno, v katero smer se vrti, ne? Zato so nam dali pač vsakemu neko različico, ali se vrti v desno ali pa v levo. Pravilni sta pa obe. Zdaj vam bom pokazala naslednji zaslon. Evo. Tukaj imamo isti video plesalki, s tem, da so dodane še poteze, ki nakazujejo sence. Se pravi, vidite, v prvem primeru ima sprednjo roko pri nas, oziroma bom jaz kar zavrtela, pa boste videli. Najprej pogledajte vsako plesalko posebej, potem pa poskusite ujeti gibanje obeh dveh skupaj. Boste videli, da se gibljeta enako, ampak sence nakazujeta pa različno smer gibanja. Evo. To je že en tak primer, pravzaprav, ko si mi rečemo, ja, sej jaz vidim to, jaz vem, da je to prav in edina možna je, ne more se v drugo smer vrteti kot to, kar sem jaz videl, ampak lahko se. Naši možgani nam pa pač dajo en odgovor na podlagi svojih izkušenj, na podlagi znanja, vedenja, in to se nam v bistvu vsakodnevno dogaja, da dobimo nek odgovor oziroma nek zaključek o stvarih, kljub temu, da to ni edina možna rešitev. Zakaj je to dobro? Mislim, zakaj je to dobro, da vemo? Zato, ker se lahko dejansko vprašamo in nadzorujemo to. Tudi recimo tale primer, če boste poiskali mogoče na internetu, se imenuje Dancer Illusion, si boste lahko gledali tale posnetek in boste videli, da dejansko lahko z močjo misli vi gledate in obračate. Plesalka se skozi isto giblje, ampak vi lahko v bistvu obračate njeno gibanje oziroma svoje dojemanje smeri. To lahko planirate. Se pravi, Dancer Illusion se imenuje. Zdaj bomo tale pul zaprli. Tako. Zdaj pa, če gremo naprej. Tole smo si pogledali. Kaj so pravzaprav naše kognitivne sposobnosti? To ni samo spomin, pa to nista samo pozornost, ampak je v bistvu to igra cel kup enih različnih sposobnosti. Recimo, konkretno tukaj zdaj moram biti jaz pozorna na to, kaj imam na ekranu. Če bi imeli v živo predavanje, bi mogla biti pozorna tudi na to, kako udeleženci spremljajo, ali zehajo, ali jim je dolgočasno, ali moram hitrejši, ali moram počasnejši. Tukaj v tem primeru jaz žal udeležencev ne vidim, ampak moram pa spremljati, ali mi tehnika deluje, ali se mi premikajo slajdi, prosojnice, ali mi dela mikrofon. In ko vidim te informacije, sem na tem in tem slajdu, moram sprocesirati, torej vidim ta slajd, moram povedati tisto, moram potegniti informacijo iz spomina, kaj želim povedati, in
spraviti besede oziroma vsebino ven. In vse to vodi pa kdo? Izvršilne funkcije. In izvršilne funkcije so v bistvu kakor neke vrste šef, ki usmerja, zdaj imaš ti, zdaj si ti glaven, zdaj si ti malo potuhan, tole malo hitreje, ti pet malo počasneje. In te izvršilne funkcije delujejo z različno hitrostjo. To recimo lahko tudi opazimo, ko smo spočiti, kako nam hitro možgani delajo. Ko pa smo recimo utrujeni, da je za nami neka neprespana noč, ali pa smo dehidrirani, ali pa smo pod stresom, pa lahko opazimo, kako nam možgani počasneje delajo, kako traja, da se spomnimo nekaj, ali pa da skupaj spravimo nek smiselen stavek. Tudi to je en od pomembnih elementov delovanja naših možganov, se pravi hitrost procesiranja. Zdaj pa, vidimo, da imamo več različnih kognitivnih sposobnosti, ki skupaj sodelujejo kot ekipa. In zdaj glede na to, da je bilo kar veliko sveta v nedeljo, se mi zdi, pripopanih na zaslone, ker so gledali finale Lige prvakov, bom jaz primerjala pravzaprav naše kognitivne sposobnosti z nogometno ekipo. Če si pogledamo nogometno ekipo, imamo različne igralce, tako kot imamo naše možgane, oziroma različne kognitivne sposobnosti. Zdaj pa, a lahko samo en igralec zmaga nogometno ekipo? Ne more. Tako kot pač ni tukaj recimo samo spomin tisti, ki vpliva na to, a mi dobro kognitivno delujemo ali ne. In recimo, če imamo pri nogometu napadalca, je to tako ponavadi na prvi liniji zaslužen za zmagoslavje, pri nas pa recimo, da je to spomin pri kognitivnih sposobnostih. Zdaj, nekdo mora napadalcu podati žogo, a ne? Napadalec mora od nekje žogo dobiti in mora sinhrono delovati z ostalimi igralci, ki mu podajajo žogo oziroma jo pripeljajo do njega. Zdaj, če mi treniramo samo napadalca, ločeno od vseh ostalih igralcev, ni nujno, da bojo dejansko na tekmi povezano igrali, ampak lahko znajo biti zelo nesinhroni, polno zgrešenih metov, neodbitih žog in podobno. In ravno tako je v bistvu pri delovanju naših kognitivnih sposobnosti. Zdaj, treniranje spomina je super. Razne križanke, uganke, to je odlično, ampak za delovanje naše glave, naših možganov, je pa to tako, kot če bi trenirali samo napadalca. Moramo trenirati tudi ostale kognitivne sposobnosti, naprimer pozornost. Zakaj? Spomin poteka v bistvu v večjih korakih. Ni spomin samo to, ko mi potegnemo neko informacijo ali pa neko vedenje, neko znanje iz naše spominske banke, ampak je spomin, začne se s tem, da mi informacijo sploh damo v našo spominsko banko. Zdaj pa, če smo mi pri prejemanju naše nove informacije z mislimi drugje, če imamo pozornost razpršeno, bomo dobili slabo informacijo. Recimo, da spoznamo, pridemo na obisk k sosedu in je tam neka nova oseba. In ta oseba se predstavi in reče: "Živjo, jaz sem Miha." Okay? Zdaj, če vi temu Mihatu date roko, pa ste prisotni, si boste zapomnili, da mu je ime Miha. Če pa boste šli vi do njega, pa mu dali roko, formalno upravili ta predstavitveni postopek, v mislih razmišljali: "Pišuka, jaz sem pa mislil, da bom sam jaz pri sosedu na kofetu, zakaj pa je zdaj še on?" Ali pa vmes razmišljali: "Joj, jaz se zdajle moram pa hitro tale kofet spiti, ker moram iti pol domov travo kositi, ali pa gledati televizijo, ali pa laufati, ali pa karkoli." Bojo vaše kognitivne sposobnosti malo razpršene in obstaja velika verjetnost, da si vi sploh ne boste zapomnili, da je osebi, ki ste jo ravnokar spoznali, ime Miha. Ampak potem, ko boste razmišljali: "Ti sem bil pri sosedu, kaj je bilo že on moj ime?" Pišuka, joj, tale spomin me pa res nagaja. Ampak je res le kriv spomin?
ali je bila kriva pravzaprav že v osnovi pozornost, zaradi katere vi niste dobro informacije prejeli in ste jo potem, in je tudi niste mogli shraniti. Se pravi, to, na primer, je neka povezava primer med različnimi kognitivnimi sposobnostmi, kako moramo v bistvu gledati zadevo celostno in ne samo na tisto, kar je na prvo žogo vidno. Se pravi, jaz imam slab spomin, ker si nisem zapomnil, kako je bilo ime ono, ki je bil pri sosedu na kavi. Jaz sem si zdaj pripravila pravzaprav ene par primerov, da bomo malo videli še, kako se naši možgančki igrajo z nami. Zdaj sem se osredotočila predvsem na vizualne iluzije oziroma igre, glede na to, da je naš gostitelj danes Narodna galerija. To je en primer slike, na kateri so kavna zrnca, veliko različnih kavnih zrnc. Zdaj pa imam eno vprašanje. Udeležence bi prosila, če lahko poiščejo tle obraz kakšen. Če dobro pogledate, a se vidi, a se kje v sliki skriva obraz. Zdaj upam, da gledate in iščete. Jaz vam bom zdaj namigdala, oziroma označila, kje se obraz skriva. Tisti, ki ste ga že našli, odlično, tisti, ki ga niste še našli, nič hudega. Tudi jaz sem ga kar nekaj časa iskala, moram priznati. Evo, poglejte. Obraz, zdaj, ko ga vidimo, je pravzaprav zelo jasen in tudi, če dam tole stran, če pogledate stran od slike, pa nazaj na sliko, boste takoj našli ta obraz. Pač naši možgani so se naučili zdajle. Na začetku so iskali, kakšen obraz, kje, kako, je velika slika, je majhna slika, ampak potem, ko so enkrat našli odgovor, so se naučili in v bistvu zdaj, ko pogledate stran, pridete direkt nazaj, pogledate sliko, se vam ta obraz tako res takoj pojavil in se ga ne da zgrešiti. Potem bom še en primer pokazala, in sicer igra učenja. Kaj vidite v teh pikicah? A te pikice mogoče kaj predstavljajo tako? Mislim, da vidim, da imamo nekaj. Super. Lahko date tudi svoje odgovore v chat. Jaz pravzaprav prej nisem opazila, tako da zdajle pa imam tukaj vklopljen chat, tako da bi bila zelo vesela, če boste odgovarjala. Se pravi, kaj si predstavljate pod temi pikicami? Je kakšna slika od zadaj, ali so pač pikice same po sebi? Ne vem, je to raketa, je to svinčnik, ali je ven. Jaz bom zdaj zavrtela spet en video. Telo, bravo. Vsi vidite v tem telu, so kakšne posebnosti. Jaz bom zdaj zavrtela tale video in vam bom hitro postavila vsem, kako je to del telesa. Evo. In kar je zanimivo to, ne glede na to, na kateri poziciji jaz ostavim zdaj te pikice, si vi predstavljate, če ste gledali gibanje teh pikic oziroma gibanje telesa, ki naj bi bilo v zadaj, si tudi zdaj predstavljate, kako se kako za temi pikicami telo stoji. Čeprav na začetku, če bi pa na začetku videli tole sliko, bi pa verjetno težje rekli, to gre pa za silhueto telesa. Pa še enkrat damo, pa dam še enkrat recimo tole. Evo, recimo tole je mogoče kakšna smrekica ali pa res človek, ki je v koraku. To je spet igra učenja. Naši možgani so gledali pikice tekom premikanja in jim je zdaj to popolnoma jasno, kaj se od zadaj skriva, kljub temu, da res iz samih pikic bi težko kaj. Zdaj pa gremo naprej. Še eno igrco možganov vam bom pokazala, in sicer igra konteksta. Če vas vprašam, zdaj bi pa prosila za vprašanje,
Če vas vprašam, katera črta je daljša, spodnja ali zgornja? Pa bi vas prosila za odgovore. Dobro, okej. Če lahko kar pokažemo odgovore. Se zdaj vidijo odgovori že? Jaz jih zdajle delim. Dobro, okej. V redu. Ja, se pravi, kar veliko vas je odgovorili, da nobena. Nekateri ste odgovorili spodnja, nekateri ste odgovorili pa zgornja. Zdaj, če si pogledamo, je odgovor nobena pravilen. Ampak kaj naši možgani počnejo? Naši možgani v bistvu vse videno postavijo v nek kontekst. In kontekst na tej sliki je bil, da gre očitno za neko progo, ki se oddaljuje, in kljub temu, da so črte na koncu oziroma na vrhu manjše, mi, če rečemo, to je proga, vemo, da so pravzaprav v realnosti pa enako dolge kot te tukaj, ki so na spodnjem delu slike. Kar pomeni, če je rumena črta na začetku znotraj proge, tam pa na vrhu slike pa zunaj proge, je verjetno potem tista daljša. In tukaj nas že malo zafrknejo možgani na nek način. Ampak zakaj? Ravno to je spet, zakaj nas zafrknejo? Ne z namenom zato, da nas bojo zafrkavali, ampak z namenom, da stvari postavijo v kontekst. Če smo mi v naravi in bi videli to pred sabo, bi bila ta razdelitev v bistvu velikosti čist primerna. Bi bilo dobro, da mi vemo, kaj nam je bližje, se pravi daljša črta, in kaj je bolj oddaljeno od nas, se pravi krajša črta, kljub temu, da sta v resnici enako veliki. Se pravi, tlele gre pravzaprav samo za to, da nam možgani pomagajo. Potem si bomo pa, gremo zdaj še kar naprej. A smo rezultate delili? Ker meni zdajle še pravzaprav šele share results. Je šlo mečkano, bom še enkrat probala. Evo, to so pa še rezultati, tako da jih. Zdaj pa gremo naprej, še na eno vizualno igrico. In sicer si bomo pogledali stopnice. Zdaj, če vas vprašam, kater kuža je najvišje? Mogoče ta rdeč, ta zelen, ta moder, ta oranžen. Hitro ugotovite oziroma pridemo do zaključka, da ne moramo reči, ker vsak deluje višje od naslednjega, če se sprehajamo po stopnicah. Hvala, gospa Metka, sem spregledala, da sem pri deljenju odgovorila. Vsak kuža deluje, da je višje od prejšnjega, ampak to se pravzaprav nikoli ne konča. Zdaj je spet tukaj igra prostorov, prostorska igra. V resnici mi vemo, da je nemogoče, da bi to obstajalo v 3D obliki, ampak v 2D obliki pa mi lahko to narišemo. Mi se pa predstavljamo, ker dejansko v 2D obliki pač tukaj ni te tretje dimenzije. Mi pa, ko gledamo sliko, si predstavljamo, da ko se predstavljamo od rdečega k zelenemu psu, da gremo po stopnicah gor. In od zelenega do modrega psa je tudi po stopnicah navzgor, in od modrega k oranžnemu tudi navzgor, in od oranžnega k rdečemu tudi navzgor, pa smo že na začetku. In kjerkoli iščemo napako, na katerem koli kotu je že ne bomo našli. Kljub temu, da vemo, da je pa nemogoče, da bi ta stvar obstajala v realnosti. Zdaj slika sama sebi v bistvu
se nam ne zdi mogoče na prvi pogled nič posebenega, razen če pol se osredotočimo res na vsak vogal posebej in vidimo, da ni napake. In tlele se dotaknemo že še ene pomembne kognitivne sposobnosti in to je naša pozornost. Zdaj poznamo več različnih vrst pozornosti, jaz ne bom šla v teorijo, vsake posebej, gre se samo za to, ta čuječnost je, da smo tukaj in zdaj, vzdrževana pozornost je naša sposobnost, da smo dlje časa osredotočeni na določene stvari, selektivna, da smo sposobni določene dražljaje zignorirati, ker niso pomembni trenutno za nas, na primer ptički, ki odzun zdajle pojejo, niso pomembni za to moje predavanje, ko pa bom odzun in jih bom poslušala, bo pa kakšen telefon, ki mi bo zvonil, nepomemben, recimo, ne, in selektivno dajemo pozornost. Potem je pa še deljena, v bistvu, ko med različnimi dražljaji, recimo, relativno enakovredno preskakujemo. Zdaj pa, če gremo na pozornost, kaj vse nam lahko uide, pa kako je včasih težko biti pozoren. Jaz bom zdaj zavrtela en videoposnetek in sicer takole, ki bomo videli 6 igralcev, 3 bele in pa 3 črne. Podajali si bojo žogo in sicer beli med sabo, črni pa med sabo. Zdaj bi vas pa lepo prosila, ko bom zdaj dala posnetek, da štejete, kolikrat si bodo beli igralci podali žogo. Se pravi, samo bele štejete, kolikrat si črni, je irelevantno. Dobro. A si upa zdaj kdo v chat napisati, koliko, en odgovor že imamo, da so si 15-krat, 16-krat, 16-krat, 15-krat, super, vidim, da ste bili zelo pozorni, odlično. Odgovor je 16-krat, zdaj imam pa eno vprašanje, a je kdo od vas opazil kaj nenavadnega med to igro na zaslonu? Gorilo, dobili smo en odgovor, gorilo in vprašaj pa nasmeh, ja. To se sliši sicer malo tako, kakšna gorila, nobene gorile ni bilo na posnetku, ampak a ste prepričani? Bomo zdaj mi ponovili ta posnetek, vsi, ki ste jo opazili, bravo. Zdaj bomo pa ponovili posnetek še za vse ostale, zdaj pa ne rabite biti toliko osredotočeni na to, da štejete žoge, ampak si pač samo pogledajte posnetek. Je pa isti posnetek zdaj v igri, da ne boste mislili, da smo ga zamenjali. Ampak prej ste, tisti, ki niste opazili, ste bili tako osredotočeni na štetje podaje žog pri belih igralcih, da niste opazili, evo, gorile, ki je prišla, pomahala in potem šla naprej. Zdaj, kaj je v bistvu namen tega posnetka? To, da sami pri sebi vidimo, kako nam v bistvu tudi kakšne take precej očitne stvari lahko se izognejo naši pozornosti, če smo mi izjemno osredotočeni na kakšno drugo stvar. Ta gorila pravzaprav niti ni toliko majhna, je pa tako, da ponavadi večina ljudi je ne opazi, kadar predvajamo ta posnetek. Moment. To nam pride v poštev, mislim prav, da se zavedamo tega, da lahko kaj spregledamo tudi čisto v vsakodnevnem obnašanju, ravnanju.
Poleg tega včasih smo precej striktni, ne, tega pa že nisem, ne, da se zgodi neka taka podobna stvar v vsakdanjem življenju, pa si rečemo, ne, kaj takega bi pa ziher opazil in smo striktni, ne, jaz tega nisem zgrešil. Včasih je dobro vedeti, da nas naši možgani malo takole zapeljejo in biti tudi malo pozoren na to, kdaj nas zapeljejo, pa kje nas zapeljejo. Bom dala en primer tudi, recimo moč pozitivnega mišljenja. Zdaj za vse tiste, ki ne marate nekih teh teorij osebnostne rasti, dela na sebi, vse je pozitivno, vse je lepo. Tlele ni bistvo pravzaprav v tem, da vse je pozitivno, vse je lepo. V znanosti obstaja tudi neka podobna zadeva, ki pa se imenuje potrditvena pristranost. Naprimer, če mi želimo nekaj potrditi v svoji glavi, bodisi da je vse lepo ali pa da je vse grdo, se bomo angažirali in bomo iskali potrditve, ki nam bodo to potrdili. Zato pač tisti, ki pravijo, vse je dobro, vedno poiščejo nekaj dobrega iz vsake situacije, tisti, ki pa so malo nagnjeni h godrnjanju, bojo pa še v tako lepem sončnem dnevu najdeli nekaj, da bojo lahko godrnjali. Zdaj, izbira je pa od vsakega posameznika, na kaj se osredotočimo in koliko v bistvu odpremo še in koliko še dovolimo različnim možnostim, da pridejo do nas. V bistvu s tem bi jaz počasi zaključila tale uradni del. Upam, da sem vam na tak interaktiven način prikazala, kaj je vse odzadaj za našim kognitivnim delovanjem, kako mi nismo vedno zavestni oziroma šef tega, kako mi in naši možgani delujejo, in pa da obstajajo pravzaprav tudi načini, kako lahko malo bolj imamo naše kognitivno delovanje, naše razmišljanje pod kontrolo oziroma da se vsaj zavedamo, kje in kaj lahko spremenimo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Štukl, za to izredno zanimivo in interaktivno predavanje. Mislim, da smo se vsi majčkeno pozabavali pri tem, ko smo gledali, kako se vrtijo plesalke in kravžljali možgančke.